Hvala, ker si tukaj z mano. Jasnočutnost bi verjetno bil najboljši opis nekega tvojega daru. Verjetno, da ja. Ja. Ker slik ne vidim, slišim pa glasove, pa začutim po intuiciji. Se pravi jasnoslišnost, jasnočutnost. Kdaj je bil ta prvi dogodek, kjer si močno slišala oziroma si začutila? Slišala sem že od majhnega in sem to malo potlačila zaradi tega, ker je so se norca delali z mene, kar je normalno. Ampak ko je pa oči prvič zbolel, takrat je pa tako res jasen glas prišel, da bo vse v redu, da danes je znanost toliko napredna, da bo 100% rešen. In ko sem jaz to mami kar direkt povedala. Koliko si bila stara? 2000, se pravi 26. Ja. Takrat je mami bila čist iz sebe, je bila celo huda zelo name, da kako jaz to tako na lahkotno in brez veze jemljem očetovo bolezen, ker dejansko je bilo, zdravniki so ga odpisali, zato ker je bil tumor stadija četrti stadij, tumor na danki toliko velik kot otroška glavica in noben se niti ni upal ga operirati. Ampak jaz sem toliko verjela in zaupala, dejansko ta glas je bil tako jasen in kar vedela sem, da sem mami prepričevala, mami, ne razmišljati negativno, vse bo v redu. Danes je znanost res že tako daleč naprej, da se nimamo kaj bati. In potem je iskala zdravnika, ki bi ga hotel operirati, in pravijo, da je v življenju so naključja, nič niso naključja, vse je naključ. Njen bivši sošolec iz osnovne šole je bil kirurg in ga je operiral, in še tako v šali je, moj oče je zelo stvari vse čez šalo peljal, je rekel: oči, umrl bom zmeraj, v vsakem primeru, ne, enkrat bom sigurno umrl, ne bi rad umrl, da se nisem boril. In če bom na mizi umrl, bom na mizi umrl, če mi je tako namenjen, drugače se bom pa boril. In ga je operiral in moj oče še 11 let normalno potem živi. Še 11 let? Ja. Pa že odpisan praktično? Odpisan, ja. Ta glas, ki si ga slišala, ženski, moški? Čisto brez osebe. Čisto brez osebe je. Je pa, kako zaznam, kdaj je res glas, kdaj je pa moj ego. Kadar se oglaša moj ego, je ta glas bistveno bolj odrezav, energičen, ne dovoljuje sploh drugega mnenja, ne. Dočim ta glas, ki ga slišim, jaz temu rečem moji angelčki, ta je pa bistveno bolj nežen, spodbujajoč, nikoli ne vsiljuje. Bolj mehko. Čisto mehek, popolnoma mehek. V bistvu tako, ke bi te, ke mama, ke te objame pa reče: vse bo v redu." Tak glas je. In sem se navadila ga poslušati, navadila sem se mu zaupati in prepustiti. Verjetno je bila kasneje največja lekcija prepuščanja pa zaupanja. To ja, ja. Največja lekcija v življenju prepuščanja, da bo vse v redu, je bilo, ko je sin padel z višine. Takrat sem pa res prvič prepoznala, koliko je pomemben, da se znaš v življenju popolnoma prepustiti in zaupati in verjeti. Mogoče se kakšni gledalci spomnijo te situacije, ker za tvojega sina je veliko Slovencev tudi molilo. Ja. A nam lahko malo opišeš, kaj se je v bistvu zgodilo? On je torej padel iz višine, precej velike višine. Ja, skratka, on je šel na fakulteto dol v Izolo, na zdravstveno fakulteto, študirati kineziologijo. In fantje so, bom rekla, ena ekipica otrok se je zbrala, ki so bili zelo pridni in so se tako res povezali in so študirali in niso nič ga žurali takrat do
dokler niso zaključili, se pravi, tistih prvega semestra izpitov. In ko so zaključili izpite, so rekli, evo, to moramo pa zdaj proslaviti, prvi del je za nami, prvi predavanja in prvi izpiti so za nami in so imeli pri enemu fantu doma v Kopru, bom rekla tako, intern žur. Niti ni bilo tako, da bi ga neki pil veliko ali pa karkoli se, da bi zgredi bili, ampak imeli so mehiški večer, mehiško hrano so kuhali, itak alkohol je bil zraven, ampak ne v nekih blazno velikih merah. No, in ko je sred večera, no, so šli na balkon, ko so pojedli večerjo, so šli na balkon, so sedeli na balkonu, oziroma tak čist mini balkonček je bil, to je bilo na višini, se pravi, on je padel iz 6 metrov pa pol, če še trup računaš, je 7 metrov, ne. In je naš fant se usedel na ograjo. Doma je to, v bistvu, tudi jaz, ko sem bila otrok, neštetokrat sem na ograji sedela. In nikoli v življenju pomislila nisem, da bi lahko bil padec nazaj, da padeš dol z ograje. Tudi naš ta mal ni nikoli to pomislil, ne. Drugače verjetno se ne bi nikoli usedel. In naenkrat je samo umahnil dol. In je iz tiste višine, najprej je, ker tam v Kopru so pa zelo ozke ulice, je najprej z glavo priletel na sosednjo hišo, na rob strehe, potem pa na tla, na beton in hvala Bogu so ti njegovi sošolci res bili toliko prisebni, da so res takoj odreagirali, poklicali 112, leteli dol na pomoč. Tudi rešilci so zelo hitro prišli, v parih minutah so bili reševalci tam in so ga odpeljali v bolnico. No, in potem je sredi noči, pač mi to nismo nič vedeli, ne. Sredi noči pri nas pozvoni, nekdo je bil pred vrati. Jaz odprem vrata in policaj tam svetu tablice od avtomobila in mene sprašuje, če imam moža doma. In sredi noči sem rekla, mater, koga je pa ušpilal moj mož, ne. In pol grem moža zbudit, sem rekla, ti blaž, tebe iščejo, ne mene, ne. Tako v štosu. In pol, ko sva bila obadva skupaj, rečejo, če poznava Jerneja, sem rekla, ja, seveda, sin. Pač prišlo je do neke nesreče, otrok je v bolnici v Izoli, oziroma prišlo je do nesreče, padel je z balkona. Jaz sem pa že pred tem ene parkrat sanjala, da so prišli k meni policaji domov na dom, ampak je bil zmeraj rezultat, da so prišli povedati, da je otrok umrl. In je bilo samo tisto, a je živ, a je mrtev. Čist spomnim se, ke da je zdajle bilo. Jaz sem jih vprašala samo, a je živ, a je mrtev. So rekli, živ je. In v tistem trenutku, ko so rekli, živ je priletel glas. Ne poslušaj, kaj ti govorijo, vse bo v redu, 1 mesec bo v komi, pol leta bo rehabilitacije. In jaz policajem rečem, če je pa živ, bo pa vse v redu. In prav meni policaj, veste, gospa, je zelo hudo. Tako da dajte poklicati dol v bolnico v Izolo in se boste vse z njimi dogovorila. In jaz sem se oprijela tega glasu, ker me je že tolikokrat v življenju res prav povedal. In za očija, ki je prvič zbolel, in za očija, ki je drugič zbolel, ko sem dobila dol, da naj mu posvetim čas, pa je pol res umrl. In ki je mami zbolela, mami je bila samo od tiste diagnoze, ki je zbolela do smrti 5 mesecev in sem dobila sleherno sekundo z njo in sem bila res veliko z njo pred smrtjo in tudi umrla je pri meni. In ko sem dobila to, sem rekla, ne, 100% bo vse v redu. 100% bo vse v redu. In pol, ko sem jaz prišla dol v Izolo, meni zdravnica razlaga, da je pač huda poškodba možganov, res izredno huda, da ima celo desno stran lobanje zdrobljene. In jaz sem, tak občutek je bil, kot da sem v paralelnem svetu. Iskreno, kot da sem v paralelnem svetu. Niti nisem dovolila
neki tisti negativi pa čustvom, ali pa bom rekla razumu, da bi prevladal nad tisto vero. Ker razum, ne, bom rekla tako, ko ima nekdo res toliko hudo poškodovane možgane pa zdrobljeno celo polovico glave, ja, vprašanje, ne, kaj bo s tem človekom, a ne. Ampak meni je glas rekel, da bo vse v redu in sem jaz rekla, ne, 100% bo vse v redu. In tudi potem, ko je šel s helikopterjem, so ga prepeljali v Ljubljano, ko sem v Ljubljani z zdravniki govorila, so ravno tako, mislim, med vrsticami so mi povedali, da je to tako huda poškodba, da res vprašanje, če bo preživel. En je celo direkt rekel. Ampak po drugi strani, veš, moja vera je bila pa tako močna, da sem jim pa rekla, ne bo preživel. In točno tako je bilo. Preživel. A si ti kaj z njim komunicirala tako v mislih tudi v tem času? Ja, sem. Jaz sem, se pravi, ko sem takoj, ne, ko sva zvedla, je res to tako močen šok, da niti se ne moreš usesti v avto, pa se kar odpela dol, ne. Mislim, meni so šle noge takole. Prva stvar sem rekla možu, glej, daj, pojdi greva vsak na svoj konec, da se umiriva. In sem šla jaz v meditacijo, zato da sem se umirila, sem se povezala z njim. In meni je takrat Jernej rekel, ko sem bila v povezavi, je rekel, mami, lepo prosim, jaz bom umrl, pridi dol, da se vsaj posloviva. In jaz tako, ampak ne, ker je glas rekel, da ne boš umrl. Mami, meni je toliko hudo, jaz bom umrl. In takrat, ko sem to dobila, je bilo tisto, ne, noge so bile v trenutku dobre, jaz sem bila v trenutku zbrana, sem samo možu rekla, popoki, obleci se, greva. Je mož rekel, boš lahko peljala, jaz ne morem, sem rekel, z lahkoto, jaz sem bila tisto sekundo, sem bila čisto prisebna. In ko sem se jaz dol peljala, sem se jaz ves čas z njim povezala, sem nekaj, evo, sem že toliko let delač, in vmes enkrat je prišel trenutek, to nam nikoli pozabila, lih pred razcepom za Sežano, ko dobim dol, mami, meni je toliko hudo, jaz ne vem, če potem dočakal. In sem jaz rekla, tako sama pri sebi, sem rekla, Bog, lepo te prosim, če je toliko hudo, vzemi ga k sebi, se mi gre na jok, ampak kul, Bog, vzemi ga k sebi, ne mi je vseeno, če je glas rekel, da bo preživel, ampak če je toliko hudo, da to ni v njegovo najvišje dobro, Bog, vzemi ga k sebi. Naj ne trpi in naj ne čaka mene. In Blaža, moža, očeta. In v tisti sekundi sem jaz izgubila povezavo. In še hkrati sem rekla, če pa ni to, če pa ni tako, ne, da ga ne boš vzel k sebi, ko jaz dol pridem, ne pa točno to velja, kar sem slišala, da bo vse v redu. In od tam, od onega razcepa, od Sežane do Izole sem bila jaz 100%, da je umrl. 100% sem bila, da je umrl. Ker nisi imela kontakta. Ker nisem imela kontakta, jaz sem dala zahtevo in po tej zahtevi ga ni bilo več. In ko sem prišla dol, meni se še danes smili ona ženska, ki sem jo tako začupatila, joj, boga reva, ena strežnica je bila po mojem, predvidevam. Sem rekla, gospa, zdajle pojdite noter, ta prva, ki je prišla mem, gospa, zdajle pojdite noter, pa mi samo povejte, je živ ali mrtev. Ona pravi, joj, gospa, se opravičujem, ne morem, ne smem dajati zdravstvenih trditev, jaz nisem zdravnik, sem rekla, me sploh ne zanima zdravstvene trditve, samo pojdite noter, pa povej, če je živ ali mrtev. Samo to rabim vedeti. In je šla noter, pride ven in mi reče, živ je. Sem rekla, ste 100%, ste ga videla? Je rekla, ja, živ je, na aparaturah je, živ je. Sem se obrnila k možu in sem rekla, lej, vse bo okej. In od tiste sekunde dalje zame ni bilo več vprašanje, ali bo preživel ali ne bo preživel, ali bo invalid. Od tiste sekunde dalje je bilo zame vse bo v redu. Seveda te polotijo še vmes.
dvomi, napadi, ampak sem šla, recimo, ne vem, sem se peljala po cesti, je priletel napad, sem samo hkraj zavila na ta prvo pumpo, na ta prvo avtobusno postajo, na ta prvi izvoz, sem uporabljala tehniko EFT, pretapkala, tako da sem se ves čas držala v visoki poziciji. In nisem dovolila sploh negativnim čustvom, da bi prevladala mi. Jaz sem skozi v veri in v zaupanju. In takrat sem prvič spoznala, kaj dejansko pomeni vera. Vera ni to, da ti se hodiš v cerkev kazati. Ali pa da rečeš, hodim v cerkev. Vera je to, da ti dejansko zaupaš, se prepustiš, prosiš energijo, eni rečejo energija, eni rečejo Bog, eni rečejo Allah, to je vse eno in isto. Nekemu višjemu jazu, da prepustiš se in da prosiš. In da prosiš v najvišje dobro. In da spustiš svoj ego in v končni fazi, če bi bilo za njega v najvišje dobro, da bi on umrl, je to prav, da spustiš in sprejmeš to. Ker nisi pomemben ti, ampak je pomemben v tistem danem trenutku bil otrok. To je tisto, ko ego res umre, a ne? Čist. V bistvu samo najvišje dobro, ne? Ja. In je bilo tako, res je tako. In v katerem momentu so se molitvam pridružili tudi ostali? Ja, v bistvu takrat je bila čas korone. Čas korone je bil in Martin Golob je imel ves čas maše po televiziji. In meni je bilo tako zanimivo, ko sem jaz mojim poslovnim partnerjem, ker namreč jaz sem bila komercialist na terenu, jaz sem mojim poslovnim partnerjem vsem napisala mail, da pač se opravičujem, da jih ne bom mogla obiskati, tako kot je po navadnem planu bilo, običajno, ampak da pač se borim za sina, da je v bolnišnici. In je veliko poslovnih partnerjev dalo prošnjo, veliko sorodnikov dalo prošnje in tudi mi smo dali prošnje. In je bilo tako zanimivo, da je skoraj vsak dan bila vsaj ena prošnja za našega Jerneja. In so vsi, meni je bilo tako zanimivo in takrat sem res čutila res tako močno povezavo z ljudmi, kot da bi vsak vzel en kanček mojega nahrbtnika in ga nosil z mano. Wow. Zaradi tega, ker to so res ljudje, ki se jim odkrito, ki jim predaš čustva, sodelujejo s tabo. In ti je lažje. Greš lažje čez težke preizkušnje. In veliko poslovnih partnerjev me je poklicalo, a je bilo danes za vašega Jerneja, tudi smo molili zraven za vas. In takrat jaz moram reči, da ta podpora je bila tako močna, res tako močna, da jaz sem bila 100-procentna, da bo točno tako, kot mora biti. Točno tako, kot mora biti. In tudi recimo, ko sem prišla v bolnico, ta prvič, so me noter spustili, res, to se res je vse naključne. Jaz sem preden je Jernej dol padel, sem jaz slih en mesec pred tem prebolela korono in sem imela potrdilo, da sem prebolela. In so me noter spustili, ker nobenega drugega niso spustili noter. Ker jaz sem pa imela potrdilo, ker na CIT dejansko takrat se ni smel noter hoditi. Pač virus je bil takrat res še zelo močen, parkrat zmutiran in je bilo res veliko bolelih. In ko sem jaz noter prišla, so mene pač tam sestre bodrile, predlagali so mi meditacijo, naj mu dam. Govorile so mi o pozitivnih izkušnjah ljudi, ki so tudi s podobnimi preizkušnjami preživeli in so bili okej. In je bilo tako res en tak
lepi občutki, ki ti dajo vero, upanje. Samo še, a veš, samo nadgradilo se je vse tisto moja vera, samo še, da te podprejo. In so mi govorila o eni deklici, ki je en leto nazaj imela zelo podobne poškodbe kot Jernej, ki se je mogla tudi na novo učiti hoditi in je preživela in je šla, ravno takrat je šla na fakulteto, a ne. Glih takrat se je vpisovala, mislim, da v prvoletnik, ja. In jaz pridem domov, odprem Facebook in se mi pripelje zgodba Zorije Kulin na Facebook. Glej, a je naključje? Ne, definitivno ni naključje, to je naključ. In jaz sem takoj tisto sekundo njej napišem sporočilo in mi Zori, to je bilo sredi noči, to je bilo zvečer, ne vem, ob pol noči. Zori meni nazaj napiše, vse bo v redu, če kadarkoli me pokličeš, me lahko pokličeš. In midva sva se sredi noči sva se slišale. Sem rekla, lepo prosim, a te lahko pokličem, ker mi je res hudo. In sva se slišale in mi je dala tudi ona ogromno upanja. Je rekla, lej, če si dobila dol, zaupaj temu, mame točno vemo. Mame vemo, mame čutimo, zaupaj. Ja, in res tako je bilo, no. Še zmeraj pravim, da zdravijo zdravniki, ne alternativci. Alternativni, bom rekla, bioenergetiki, mi samo podpremo telo do take mere, da potem ali se sam pozdraviš, ali pa je zdravljenje pri zdravniku lažje. Lepše gre skozi.